Pri avtosedežih, kateri so zmontirani v avtomobilu z varnostnim pasom, je potrebno paziti, da gremo zmeraj po postopku. Speljamo pas tam, kjer je proizvajalec sedeža predvidel, se pravi potek varnostnega pasu. In pa pomembno je, da ta varnostni pas čim bolj zategnemo, z dodatnimi sponkami zapnemo, s tem vidimo in dobimo, da je sedež čim bolj trdno pritrjen v avtomobilu. Otroka posadimo v sedež z ritko čim bolj nazaj. Poravnamo prvo pasove, ki grejo čez ramena. Rokce speljemo pod pasovi. Nastavimo sponko. Zapnemo, da se sliši tale glasen klik. Potem je pa zelo pomembno, da te pasove tukaj potegnemo, zategnemo pas in tu ponovimo vsaj 3x-4x, kajti zelo pomembno je, da je pas čim bolj ob otrokovem telesu, da je skoraj nemogoče potakniti prst med sponko in med otrokovim telesom. V večini primerov starši rabijo 3 sedeže za starost otrok od rojstva, pa nekje do 10 let oziroma do teže 36 kg. Za skupino 0+ do 13 kg, tako imenovana lupinca, je potreben pas na to, da se zmontira v avto kontra smeri vožnje. To pomeni, da otrok, dojenček gleda v naslanjalo avtomobila. Zelo zaželeno je, da je, če je mogoča montaža v avtomobilu, na Isofix sistem. Če je pa pritrditev z varnostnim pasom, je pa zelo pomembno to, da ta varnostni pas pravilno speljemo skozi ogrodje sedeža in pa da je ta sedež trdno pritrjen. Za oba pa je pomembno to, da otroka z varnostnimi pasovi pritrdimo čim bolj trdno. Tako imenovani jahači. Pri teh sedežih pa je pomembno, da je otrok pritrjen z varnostnim pasom, ki je v avtomobilu, se pravi isto kot odraslo osebo. Ta sedež pa ima pač to nalogo, da otroka dvigne, da mu pas pride pravilno speljan pod vratom, se pravi čez sredino rame. Rabljene sedeže načeloma odsvetujemo, zaradi tega, ker ne poznate zgodovine. Večina sedežev je izdelanih iz plastičnih mas. Te mase se s leti niso več žilave in v primeru nesreče ta plastika poka. Priporočena življenjska doba sedežev je nekje 8–9 let, pa tudi sama tehnologija izdelave sedežev gre tako naprej, kot gre v bistvu tehnologija, kar se varnosti tiče avtomobilov. Sedeži, ki so danes, recimo čez 10 let, niso več, kar se tiče varnosti, uporabni.